Dober večer, vedno je lepo priti v mestno knjižnico Kranj, v to zelo lepo stavbo, kot ste videli. Sem med knjige, na fajn dogodke in med zanimive ljudi. Danes je moj sogovornik nekdanji atlet Srednje Progaš, nekoč je bil mladinski državni rekorder in državni prvak, tudi novinar je zdaj, Mladega vala, ki je svojo ljubezen do športa združil in povezal s strastjo do pisanja. Lucijan Zalokar šele 28 let ima in v bistvu se lahko pohvali zelo bogato bero dosežkov. Napisal je že 2 knjigi, ena je Tek na robu živčnega zloma, ki jo je izdal v času epidemije COVID-19, druga pa je šla letos, Dirka od bloka do drevesa. Še eno stvar bi rada omenila, leta 2019 je Društvo novinarjev Slovenije podelilo Lucijanu nagrado debitantsko nagrado za mladega novinarja. Lahko bi še kaj povedala, ampak po mojem najbolj, da se kar začnemo pogovarjati. Dobrodošel v Kranju, Luc. Ja, hvala Mojca za izrečeno dobrodošlico. In ja, res je bilo dosti tega uvoda, tako da prosim, vprašanje. Evo, gremo k bistvu. Namenoma nisem v tej predstavitvi uporabila oznake talentiran, ker se mi zdi, da si nekoliko previden, ko govoriš o talentiranem športniku ali talentiranem novinarju, da je to besedo, da pridevnik uporabljaš zelo previdno. Zanimivo pa zapišeš v svojem prvencu, pa bi hotela, da malo pojasniš, ko rečeš, ni mi treba 15 minut poslušati, kako talentiran sem, ker je lahko na dolgi rok škodljivo. Verjetno si hotel tudi opozoriti, da včasih se talentirani malo šlepajo na ta talent in potem ne izkoristijo čisto svojega potenciala. Ja, dobro opažanje. Na nek način sem res hotel na to opozoriti, ker vsi poznamo klasične zgodbe o tem, ko je en, recimo, fant garač in ni tako talentiran in potem s pridnostjo preseže tistega bolj talentiranega. Ampak še bolj se mi pa zdi tako, da čist z vidika enega mladega človeka ni najboljšno, da se mu skozi izpostavlja, da ga in doma, in v šoli, in trenerji, in vrstniki samo, talentiran, to je pa ful dobro, ti boš pa še veliko dosegel in na neki točki te lahko to ali uspava, lahko ti pa tudi breme postane, ker če to non-stop poslušaš, potem mogoče pa, kaj pa če je sam percepcija okolice napačna in v resnici nisi toliko talentiran in potem boš sam toliko bolj trpel recimo temu, ko boš obkruto realnost trčil. In zato se mi zdi tako malo je treba z rezervo te besede dozirati. Sploh v športu, ne? Sploh v športu, ko smo tako zelo nagnjeni k tem nekim presežnim predevnikom. Zelo hiter športnik postane in genijalen, in superioren, in dominanten, pa čeprav v resnici je mogoče dominanten v nekem lokalnem okolju, ki še ni reprezentativno za neko širšo sliko. Danes smo v Kranju. Kdaj si bil nazadnje v Kranju? V Kranju sem pa bil nazadnje, po mojem, 2 leti nazaj, ko se še tudi lani bil Janis Kouros, ta legendarni grški ultramaratonc, in takrat sem mu naprej naredil intervju z njim za Nedelo in sem mu potem prinesel v živo to kopijo Nedela na ta tekaški dogodek Marko Roblek, 12 ur, ja, hvala. Ja, in v spominu sta mi ostala Kouros najbolj, pa ravno Marko Roblek z njegovim fanatičnim napovedovanjem, ko je res bilo tako meni kar na meji zmožnega, ko sem gledal, kako zdrži teh 12 ur neko dramaturški lok napenja ves ta čas in drži, kako bi rekel, publiko v zanimanju. Lep dogodek je bil. Vmes sem se pa še v Kokro vrgel. Ja? Ja, sem čisto po slučaju neke kanjone tam odkril. Tako, lep ekran. Drugi najgloblji kanjon v Evropi, to veš? Mestni kanjon. Mestni, ja, ok, mestni. Kranj sem omenila zato, ker imaš s Kranjem eno zanimivo izkušnjo še iz svojih tekmovalnih časov. Omeniš tudi v svoji knjigi in sicer Memorial Vučko 2019, tek na 1500 metrov. A lahko malo opišeš, kaj se je dogajalo? Ja, mogoče 2019 bilo tako moje najslabše atletsko leto. To je bilo takrat, ko sem najbolj se že poigraval s to mislijo, da pa tek bo pa res sam še neka rekreacija od zdaj naprej. Ampak vseeno me je pa še majčken zanimalo, da bi še tekmoval. In pol sem takrat se pripravljal na intervju z enim kanadskim fizikom pa novinarjem Alexom Hutchinsonom,
ki je napisal knjigo, v kateri kako bi rekel, preučuje psihologijo napora. Kakšni psihološki procesi potekajo v človeku, ko trpi, predvsem v okviru vzdržljivostnega športa. In jaz sem bral to njegovo knjigo, se pripravljal na intervju in vmes je pa bila ta tekma v Kranju, Memorial Vučko, in sem šel na 1500 metrov. In tam je ena teorija v tej knjigi, ko razni znanstveniki razlagajo, koliko je v bistvu imamo kot neke varnostne mehanizme, v angleščini je central governor, kao centralni guverner, je izraz, da je to kot nek mehanizem na neki nezavedni ravni, ki nam preprečuje, da bi se toliko zmatrali, da bi šli po domač povedano v smrt, da bi umrli, da bi lahko, če si zelo motiviran, da bi se lahko toliko zgonil na neki tekmi, da bi umrl. In da obstajajo principi, kako malo natrenirati tega guvernerja in se približati temu, kot sem se tudi enem članku izrazil, svetemu gralu v vzdržljivostnem športu, da crkneš. In meni se zdi, da to je prav tako vzpodbudno vplivalo name, ker čeprav sem bil v zelo slabi formi, je potem bila neka taka tekma, da je en fant, ki je malo vzdržljivejši od mene, pa ne toliko hiter, je nek tempo navil in potem sem ga držal in čeprav bi verjetno v kakšnih drugih okoliščinah že odstopil, sem toliko bil noter v tem, da probi res se razturati do konca, da sem zdržal z njim in ga na koncu finiširal in zmagal tisto tekmo s kar dobrim rezultatom. No, tudi za takrat, ko sem bil v zelo dobri formi, je bil ta rezultat dober, ampak potem sem pa res občutil to, kaj pomeni, da se očitno malo preveč približaš temu svetemu gralu. In velikrat sem po kakih tekmah bruhal, pa mi je bilo tako tudi po pol ure slabo, ampak takrat je bilo pa skoraj 1 uro. Pa res, tako mi je bilo težko, da tudi na odru za zmagovalce še ena slika, ko se kar takole se držim gor, ko sem na odru, ker sam tja sem šel in to je bilo to. Še pol, ko sem prišel zvečer, pravim, bilo je, to se moj brat, po mojem dobro spomni, finale Lige prvakov, Liverpool, Tottenham je bilo takrat in je zmagal Liverpool, moj brat za Liverpool navija, zato pravim. Ko sem gledal to tekmo, vse je bila dolgočasna tekma, to je treba priznati, ampak sem kar trpel še naprej, ker imel sem zatečen grl, tako res sem bil sesut in še naslednji dan se je kar vlekla ta agonija. In po mojem, tako kot sem na tisti tekmi v Kranju umrl, nisem nikoli prej kasneje, pa imam verjetno 300, 400, 500 štartov v nogah. Zanimiva izkušnja s Kranjem, čez limit do konca. V bistvu, ja, Kranj je, prej smo ugotovila, da je lep, zdaj pa ugotavljala, da je tudi lahko nevaren. Iztisne iz tebe dobesedno vse. Z Lucom sva danes začela kar na ti, ker sva bila nekaj časa tudi sodelavca v športni redakciji največjega dnevnega časopisa. Je pa zanimivo to, da se v bistvu najmanj prvi stik ni bil v redakciji, ampak veliko prej na Ljubljanskem maratonu, ko si bil ti še osnovnošolc, tekač. Jaz pa novinarka, ki je cukala osnovnošolce za rokav, da so mi povedali svoje vtise za anketo, za časopisni članek. Ko gledaš zdaj nazaj, mislim, da je to bilo tam nekje okrog leta 2009. To je bilo eno tako kar pomembno leto zate, ko si razmišljal, kaj naprej. Ja, to je bilo let, ko sem zaključal osnovno šolo, en dober let sem atletiko treniral in takrat se mi je ful stvari odpiral. Sem tako se kar hiter prebil, recimo temu to je taka, če se navežem na prvo vprašanje, to je taka situacija, ko hiter sem obveljal za talentiranega, ker Slovenija je majhna, bil sem dosti bil razvit za svojo starost in res tako v roku parih mesecev sem bil drugi v državi v svojem letniku in potem se začne to, ne trenira sploh še nič, pa zmaguje, pa je talentiran in tako. No, ampak vseeno ti pa na nek način, čeprav je lahko to verljivo, ti pa da tudi neka krila, no, in se zelo rad spominjam tega obdobja in posebej tega Ljubljanskega maratona, no, ker je res tako v primerjavi z ostalimi tekmami v Sloveniji je neka čist druga izkušnja, ker stadionska atletika se pogosto zgodi, da so res samo kakšni starši na tribunah, pa res tako, če nekaj rečeš, kar malo odmeva že po stadionu, tako, dosti malo komorno vzdušje je. Medtem ko Ljubljanski maraton je pa čist drugo, tako nek avto sireno spredi, vsi ti mimoidoči v centru, je 2 kilometra bila ta proga, in si čisto tako, se malo počutiš zvezda, recimo temu. In zato mi je tudi, jaz sem pa človek, ko da ful na ta nek štimung, mi je to lahko, mi je tak dodatni draž predstavlja. In zato si toliko bolj želel zmagati takrat, ali pa vsaj prijeti na stopničke, ker zmaga takrat realno lih ni bila dosegljiva. Pa bil si na stopničkah. In sem bil pol tretji, zato imam to klepen spomin. Če bi bil četrti, ne bi imel, pa bi lahko še toliko tulal na sireno tam.
Je bila pa to tvoja prva izjava v mediju, če se ne motim, in pač prvič, da si bil v delu, ne? Ja, je bilo tako. Sam po prvič povedal, ne spomnim se čisto dobro. Mislim, da sem ti rekel, da se bom zagotovo še vrnil in potem sem se vrnil šele v 4. letniku srednje šole, ker vmes je pač jesen bolj za kakšne druge zadeve. A mi lahko poveš, kakšen je današnji Luc v primerjavi s tistim Lucem takrat? Današnji Luc je bolj izkušen. Bolj moder. Ne vem, mogoče smo v knjižnici, je bolj načitan. Recimo, to obdobje, tam konec osnovne šole, začetek srednje, to je bil prav ta moj recimo, srednji vek, ta intelektualni mrk, bi temu lahko rekel, ko sem se skoraj vehementno branil kakršnih koli kulturnih povezav. Prej so me, ne vem, starši pa pelali v filharmonijo, ko sem bil še tak mali, pa sem vse pristal na to, pa ko si pa enkrat, ne vem, 12-13 let star, se pa že lahko upreš in sem se z vsemi 4 upiral. Ja. Tako da, mogoče to je ena razlika, da zdaj precej več berem, kot sem takrat. Kdaj se je pojavilo novinarstvo kot želja? Kot želja se, po mojem, pa sem spet na mojega brata navezal tule, ko je iz moje perspektive skrajno desno tule. Jaz sem ga spremljal, ko je kot športni novinar delal in je veliko potoval, pa šel v Sankt Peterburg, vem, pa kak Minsk, pa tak je kot športni novinar in, ne vem, primerjaš pol starši, ki pa tam, ne vem, ves čas sam na Vransko hodijo v službo in si rečeš, ok, to je nekaj boljšega, no. Tako da to me na neki začetni ravni zintrigiralo, pa čist tudi tako, da lahko šport spremljaš. Ker v tej starosti je bilo meni nekaj najboljšega, da sem lahko, ne vem, od jutra do večera za vikende, ne vem, zjutraj je bilo kak prvi tek smučanja, pol drugi, pol kaki skoki, zvečer fuzbal in tako. In da potem še o tem nekaj napišeš in da si plačan za to sanjsko. Genialno, ne? Mislim pa, da si se navezal na tiste zlate čase novinarstva, ki ga ni več, no? Yes. Verjetno bi moral povedati, no? Tvoj starejši brat je Peter Zalokar, dolgoletni novinar v športni redakciji Dela. Malo so se verjetno, mislim ne, sigurno so se stvari spremenile v primerjavi s takrat, ampak upam, da imate še vedno dovolj in dosti terena. In da ima Luc še vedno, da si prišel še vedno v neko to fazo, ki si lahko malo občutil tega draža tistih časov. Se mislim, da sem ti enkrat v družbi neko sramoto naredil, ko sem ti rekel pol tako, neko podobno štorijo, kot zdaj sem govoril in pol tako rečem, ja in potem sem ga gledal ta lagodni novinarski življenje, sem videl njegov in pol je rekel, mamica ti je lagodna. Dobro reklamo dela Peter, ne? Če se vrnemo na vrhunski šport, kako si gledal na vrhunski šport kot otrok in kako gledaš danes? Ko si izkušenejši, modrejši in ne, imaš veliko kilometrov za sabo. Zdaj gledam, takrat sem gledal kot na nekaj, kar bi si zelo želel izkusiti, zdaj pa gledam kot na neko, recimo, da željo, za katero sem s časom spoznal in da mi malo ni usojena, malo pa tudi ne toliko pisana na kožo, ker ko se malo več družiš s temi vrstniki, ki mi je pa uspel postati vrhunski športnik in ko gledaš vsa ta neka odrekanja, pa mogoče čisto to se dostikrat zgodi, ko imamo kako rubriko, recimo v Nedelu, ta popkulturni namigi in potem vprašaš kakega športnika, res reče, ej, ne morem ti nič reči, ne vem, kdaj sem nazadnje neki si pogledal, karkoli pripravil in mogoče, ko gledam tako na dolgi rok, to ne bilo za mene. Mogoče to je kot neke malo tudi razblinjene iluzije, da je najprej smisel, da je to nekaj res ful za mene, tako ustvarjeno, za mene, jaz bi pa res samo tekel. Ko pa pogledam nazaj, pa vidim, da ni. Da je bila pravilna odločitev pot, ki si jo izbral, ne? Pa recimo, da. Čas bo pokazal. Že kaže, a ne? Atletko si začel trenirati pri 13 letih, potem pri 14 si že bil v državni reprezentanci in s 16 si že imel državni mladinski rekord, a ne? Tako da v bistvu je šlo kar lepo, postopoma je šel ta razvoj. Mi je pa zanimivo, ker v knjigi si precej kritičen do sebe, v smislu, sem zelo negibljiv, ne morem narediti predklona do tal. Ne, kako gre zdaj to? Razvoj je bil zelo lep, ampak ne, vidiš pa tudi veliko slabih stvari pri sebi, ko bi potem nekdo rekel, kaj se pa zdaj ta z atletko ukvarja? Ja, no, ta predklon vedno izpostavljam, ko po mojem sem res mogoče celo
bi bilo zanimivo narediti študij, ampak mogoče najbolj negibljiv človek je 800 metrov pod 1,50 preteku. ker je samo, gibljivost sama po sebi je pomembna v atletiki teku na srednje proge, ni pa tako zelo, ampak je pa pomembna za kakšne vaje v fitnessu, ki so pa pomembne za eksplozivnost, za hitrost, tako da je bila to velika hiba. No. Pa se mi zdi, da kritično, no, realen poskušam biti. Sem človek, ko dosti razmišlja, pol tako za nazaj in probaš malo pogledati, kaj te je determiniralo. Vse veš, te naturalistične, tiste okolje, dednost, zgodovinski trenutek. Še vedno tečeš brez ure? Še vedno. Sem vmes si jo celo kupil, ne, da ne lažem, dobil sem jo zastonj. Na Gorenskem smo. Ampak sem jo namenoma vzel neko malo slabšo, ker nisem hotel imeti vseh teh nekih funkcij, da ima pa koliko spim, pa koliko imam, ne vem, kalorij porabljam. Da sem imel res samo čas, ker zadnje čase malo več hodim v naravo laufati in tam je fino vedeti, da čistko za neko osebno evidenco, grem zdaj 45 minut ali grem uro 45. Mislim, zdaj sem malo pretiraval, to že imam občutek, ampak vseeno te pa lahko daj malo zanese. Ampak sem lih zdaj na potovanju avgusta zgubil, tako da sem že spet par mesecev brez. Pa čakam, da prije na zastonj spet. Super. Ja, tako lepo govoriš o teku, da največ idej za pisanje dobiš med tekom in da takrat, ko se premikajo noge, se premikajo tudi misli, da dobiš neke smernice za pisanje. Po drugi strani mi je pa zelo zanimivo, da si prvo knjigo pisal leže. Ja, se to... Ne, ljudje smo se razvili s plazivcem, že naravno stanje držimo, ne hecam se. Ampak meni se, tako, če govoriva zdaj o nekih premikanjih, ležanje, tek, meni lih ta dva recimo, da ekstremno najbolj pašeta, ali teč ali pa ležati. Jaz ne rad sedim, zato mi zelo paše delo od doma, še manj rad stojim, se mi zdi tako, to je pa res najbolj ne, zakaj bi stal, to je nek napor in tako, vse ne boljš sedeti v primerjavi s tem. In ne vem, no, mogoče se sam dobro dopolnjuje, da to, kar res v nekem gibanju, kako bi rekel, nakopičiš misli, jih potem leže, ko ti je pa res udobno, jih preliješ na papir. Pri prvi knjigi si na preizkušnjo postavil svobodo, a ne, med karanteno. Tekel si od Ljubljane do domačega Vranskega, to je bilo 48 kilometrov. Kako atlet na tako dolgi razdalji teče brez nekega motiva po rezultatu? Kako se sooča s tem? Sooča se s tem, da hoče skrajšati nek čas trpljenja, ali kako bi rekel. Ker to je bil tako zelo, če gledava zdaj z vidika nekega športnega treniranja, pa tako, to je bila neumna zadeva. No, da jaz sem bil tako zelo netreniran takrat in sem šel vsem teh 48 km. Imaš ljudi, ko se po celo leto ali pa vsaj par mesecev pripravljajo na to. Ampak meni je postalo po, ne vem, se ne da bi, ne vem, kak mi pulse toliko pospešil, pa da bi mi dihanje utrudilo. Preprosto niso bile noge navajene na toliko kilometrov, ker jaz sem do takrat enkrat leta, predtem sem se nekje zgubil in sem pretekel, ne vem, 26-27 kilometrov, drugače pa prek 20 jaz nikoli nisem šel. Ali pa 21, mogoče daj, na kakih nedeljskih kilometražah. In potem na 26-27 šel sem od Ljubljane do Vranskega, to je, ne vem, tam od Lukovce proti Blagovci, me pač tako kot nek razpad sistema počasi, te že malo kakšni krči grabijo in potem vidiš motivacijo v tem, preprosto v tem, da si rečeš, pač rekel sem, grem v Ljubljano, Vransko, vse sem imel telefon pri sebi, ampak ne boš poklical domov, pa rekel, da te pride iskat, to pa že moraš biti malo ponosnega, no, ego tripenja. Torej bil nek nauk, to si se nekaj naučil iz tega? Mislim, naučil sem se to, kar sem že vedel prej, da nisem nek, da sem vsem bolj talentiran za srednje proge kot pa dolge. Pa naučil sem se, da mogoče se še kdaj kakšnega podviga lotim, da bom pa se vsem malo bolj pripravil. Okay. Pri 17 letih je nastopila ta prelomnica, ali vse podrediš atletike ali ne. Neka manjša kriza je nastopila pri tem razmišljanju. Zanima me, ali si se pogovarjal tudi s svojimi vrstniki, kako so se oni počutili, kako so se oni soočali, ko so se začeli spraševati o tem, ali naj vse celo življenje, mislim, vse usmerijo v atletiko, vse podredijo atletiki, in ali si se mogoče tudi kdaj pogovarjal s starejšimi športniki, starejšimi atleti, kako so se oni soočali s tem vprašanjem, s to prelomnico? Pa zelo malo. V bistvu to bi bilo, kako bi rekel,
Mi smo taka, se mi zdi, večina športnikov smo taki stereotipni moški, ki se tako dve besedi, ena reče pa dve drugi, nismo neki filozofi, rečki, ni tam, da bi se neka čustva izpovedovali ali pa kaj v tem smislu, tako da pa se mi zdi, večina nas je tudi pol zelo na te številke. To se bolj pogovarjamo, a je bila ta 229 ali je bila 30. Ne pogovarjaš se o nekih krizah, se pa mislim, si za umobolnico zdaj reče, neki krizi razlago na treningu. Je ful te mentalitete še prisotne. No. Ampak vsi se pa v bistvu pri teh letih verjetno soočate z istim vprašanjem, ne? Verjetno, ja. Mislim, po drugi strani pa mislim, da sem Janu Vukoviču napisal, nek posvetil v knjigo, čisto malo pokroviteljsko, skoraj ne dela tistih napak kot jaz, pa zaenkrat jih ne, no, napreduje v redu, peče 1,46. Ampak nasploh pa nisem nek tak klik, no, jaz ko bi pa bil, jaz pa imam neko izkušnjo, zdaj pa mladinci poslušajte, ne, mislim. Pogledala sem si tudi tvoj posnetek na Evropskem prvenstvu v dvorani v Pragi 2015. Ja, tisti znameniti trak z znakom PIS, simbol miru, ki sta ga komentatorja Eurosporta tudi zanimivo pokomentirala. Vprašanje, ki se mi poraja, pa je to, koliko spremljaš še svoje tekmece, vrstnike iz tistega časa in ali je komu zelo, zelo uspelo? Pa jih spremljam. Ne bi rekel, da načrtno, ampak preprosto, ko zaslediš ime, rečeš, aha, s tem sem pa tekel. No. Ali pa ta je pa mogoče tekel na tistem prvenstvu in je ful dober rezultat dosegel. Zdaj ne vem, žal mi vedno mislim, žal v slovenskem kontekstu mi vedno ta Tony van Diepen, nizozemski tekač, ki je z mano tekel, ni tekel v isti skupini kot jaz, ampak je tekel v polfinalu svetovnega prvenstva mladinskega v Eugeneju in je takrat mislim, da v skupni razvrstitvi še za mano končal. Pol se je pa preusmeril na 400 metrov in je v Glasgowu na Evropskem dvoranskem prvenstvu, mislim, da je bilo 2019, je Luko Janežič v finalu za 1 stotinko prehitel in je bil tretji in bil Janežič četrti. Zato pravim žal. On mi je tako najbolj ostal. Pa Andreas Almgren, švedski tekač, z njim sva pa prav tekla v polfinalu in se tudi tako dosti dobro ujela. Potem so bila še v Pragi na tem Evropskem prvenstvu, kar dosti pogovarjala. No. In on je pa imel tudi neko hudo krizo, če je šel ven iz atletke, oziroma vsaj iz neke vrhunske, in se je lani ali predlani vrnil na 3 in 5 km. 800 metraš naredil preskok, na to in je bil četrti na Evropskem prvenstvu. Neke švedske rekorde še potovku, pa švedski rekordi so kar, Nordici so bili včasih vele sile. Mogoče Finci se še bolj po Švedi, ampak ja, on je tak lep comeback naredil. No. Ta dva mi najprej prijeta na pamet. Je kdo od tvojih vrstnikov tekmecev kdaj padel na dopingu? Si zasledil to? Ne, bi si upal reči, da seveda je, z njim pa spet se vračamo v Eugene, svetovno mladinsko prvenstvo, ni bil neposredni tekmec, koliko sem rekel, nisva tekla v isti skupini, je pa zmagal takrat svetovno prvenstvo mladinsko in mislim, da celo z rekordom prvenstva 1,43, kar je za mladinca res nor rezultat. Kipketer se je pisal, ampak ne Winston Kipketer, mislim, da je bil Alfred. In to je ta tekač, če je kdo zasledil tako malo to športno rumeno kroniko, ki so ga dobili, ki mu je protidopinška agencija potrkala na vrata, on je pa skočil potem čez balkon ali čez okno, da jim je pobegnil in ko so ga ujeli, so mu zaradi izmikanja dali neko hudo kazen. Tako da prav dobili ga niso, no, ampak nek posredni dokaz. Ja, prešaltala sem na doping, ker se na njo sredotočaš v svoji drugi knjigi, Dirka od bloka do drevesa, kjer razčlenjuješ dopinške primere in se sprašuješ, ali je sploh mogoče uspeti brez dopinga. Osredotočil si se na atletiko in kolesarstvo. Čist na hiter, če povem, doping, kot ga poznamo danes, verjetno si veste, je takšen, kot ga poznamo danes, se je razmahnil po drugi svetovni vojni. V 70. in 80. letih je bilo veliko primerov iz vzhodne Nemčije, dopingirancev, v 90. letih zlata leta eritropoetina, in potem začetek 21. stoletja sistemski doping v Rusiji, pri ruskih športnikih. To so bili trije veliki razkrinkani ustroji, kot si napisal, zraven pa še na tisoče manjših, ki so bili v senci teh. Če vprašam, zakaj nas družba uči, da je šport nekaj zelo zdravega, plemenitega in da so uspešni in nam daje uspešne športnike za vzor, a je to preveč posplošeno vprašanje ali je mogoče celo naivno vprašanje, kako ti gledaš na to? Ne gledam kot naivno ali pa posplošeno, ampak ker ima, kako bi rekel, svoje
svoje vzvode, tudi to razmišljanje. Vsem, jaz tudi v knjigi se probam izogniti temu razmišljanju, da zdaj bi pa kar vse metal v isti koš, zdaj tega, ker so pa toliko ljudi že dobili na dopingu, da zdaj so pa kar vsi na dopingu, ker verjetno niso. No. In čeprav vidimo, da je v športu marsikaj nezdravega, je pa hkrati tudi kot tako vredno izpostaviti kakšne plemenite stvari. Je tudi so primeri fair playa in recimo temu čistih zmag. In po mojem ni nič narobe to, da tudi družba ljudi, da takšne ljudi postavi na piedestal. Ne, mislim, se mi zdi v tem kontekstu je šport ni neka izjema. Tudi mislim, so bili grozni ljudje zasebno, umetniki ali pa tako pa. Vse to je pa ta večna dilema, kako ločiti umetnika od umetnine. Tudi gospodarstvo, recimo, ful ploskamo komu, ko je ful zaslužil, pa potem se pa izkaže, da je bil goljuf, pa se ga popljuva. No. Ampak mogoče športnik res na tako mal ta herojski način, mal preveč, to je mal problematično. Tudi če se sebe spomnim, koliko sem te fuzbalerje res malikoval, ko sem bil 11 ali pa 12 let star. Ne vem, to je tako malo, ne. Ko si potihom upamo, da tisti, ki je nam vzor ali pa ki ga imamo res dobro zapisanega, upamo, da ne bo kdaj čez par let padel na doping testu. Ja, težko je narediti pol ta preskok, ko hočeš pol pa racionalno pogledati, pa rečeš, se je pa v bistvu čist ista verjetnost, da bi pa on tam. Kaj šele, če poznaš te ljudi tako osebno? No? Nekaj mislim, da v knjigi pol napišem tako sumi vsakogar, tudi prijatelji in idole, ampak zavedi se, da sum ni dokaz. To ta zadnje je tudi zelo pomembno. No? Ja, zelo dobro, prideva še do tega. V 90. sva omenila, ko je bil doping zelo razširjen in možnosti, da bi to ujeli skoraj ni bilo, kar se tiče eritropoetina, EPO krajše. Testa za EPO takrat niso imeli in če pogledava drugo stran, torej veliko športnikov, ki je posegalo po EPO, po drugi strani pa tisti, ki niso tega počeli, so bili nekako korak zadej in, a lahko rečem, bili so nekonkurenčni. A lahko rečem, da, oziroma sprašujem, ali je njih potem v bistvu sistem na nek način silil v to, da začnejo posegati po prepovedanih sredstvih, zaradi tega, ker so bili tisti, ki so bili boljši pred njimi, praktično neulovljivi na nek pošten, čist način. Ja, jih je silo. To je res dilema, v katero ne bi hotel biti izpostavljen. Kot nek mlad športnik, ko par let posvetiš vse temu športu in da tako kot v 90-ih je moglo biti res kristalno jasno nekomu, da so tisti, ki so pred njim, ali pa velika večina njih, da je na dopingu. In če je razlika res tako ogromna, pol si ne moreš delati utvar, zdaj bom še bolj garal in še bolj, mogoče si delaš kako leto. Tyler Hamilton v svoji knjigi izpostavlja to pravilo 1000 dni. Približno 1000 dni pri večini je minilo od tistega trenutka, ko so šli med profesionalce in do tistega trenutka, ko so pa vzeli doping. Ker prvo leto si kot nek novinc in ti je vse novo in čeprav nisi zraven, ti je noro, da si del karavane. V drugem letu potem sledi neko grenko spoznanje, pol v tretjem se še hočeš nekaj fajtati, no to so pa že počasi 1000 dni, mislim, je že, to je manj kot 3 leta. Potem pa je dilema, ali greš ven ali pa vzameš. Zelo nehvaležno. No. Ja, torej ali končaš, ne? Ja. Ali pa posežeš potem. Dajva še pojasniti, kako delujejo dopinške kontrole. Športnik mora za vsak dan v 3 mesecih med 5. uro in 11. zvečer opredeliti 1-urno obdobje, kje bo na voljo za nenapovedno testiranje, pa ni nujno, da ga potem testirajo v teh 60 minutah, ampak ga lahko kdajkoli. Prepoved nastopanja prejmeš, če kršiš pravila testiranja, to pomeni, da izpustiš test, tako kar ta tvoj kolega vrstnik, ki je zbežal, se ne pojaviš na dogovorjeni lokaciji, navedeš napačne podatke lokacije. V bistvu kar strog režim, kako vedeti, kje boš v naslednjih 3 mesecih točno, ob kateri uri, kako ti gledaš na to. Zelo zahtevno v bistvu za športnika. Pa tudi za protidopinško agencijo je zahtevno, skozi biti na preži. Mislim, to je kako bi rekel, nek predmet debate kakih športnih filozofov, a je to zdaj ta totalitarni nadzor, ki ga pač na majhni populaciji športni izvajamo. Ker na nek način je to. Oni imajo načelo, kjerkoli, kadarkoli. Lahko te kjerkoli testirajo. Ampak, ko se malo poglobiš v te zadeve in vidiš, koliko delujejo snovi, ki jih smatramo kot doping, vidiš, da praktično druge rešitve ni. Če se tega ne greš, prosto samo lahko ne greš boja proti dopingu, ker
sploh s kakimi mikrodozami, ki si jih ubrizgavajo, lahko ne vem, zvečer do jutra to že gre ven iz telesa in če ga ne testiraš, ne vem, po nočku ga se na nek način zajeziš tisto neko čezmerno uporabo, ampak po drugi strani pa doping še vseeno doping. Tako, kar bi rekel težka dilema, ker razumem športnike, da jim pa ni všeč, da pa lahko nekdo tam po noč potrka na tvoja vrata in zahteva, da daš vzorec. Ravno zdaj mislim, da je predmet debate Novak Djokovic, ki so ga hoteli testirati uro pa pol pred mečem na Davis Cupu, pa je v bistvu zavrnil, a to sme? Ja, mislim, načeloma ne sme, ampak to se mi zdi tudi protidopinški imajo neka ta, recimo, nepisana pravila in uro pa pol najboljšega tenisača na svetu je tako malo pred tekmo. Vsak športnik ima nek ritual ogrevanja. Marsikdo rabi več kot uro pa pol in da potem to posegaš v to, ne vem, meni dvomim, da so pa šli tako, da ga ne bi mogla potem recimo 2 uri pa pol ali pa po tekmi. Saj lahko ne vem, nisem tu sem bolj na strani Novaka. No. Me zanima, kaj bo sledilo, kaj se bodo odločili. No? Ja, torej imamo na eni strani hud sistem nadzora, na drugi strani pa cel seznam, kako prelisičiti kontrolorje, pač bek recimo, oziroma mikrodoziranje, ki si ga tudi omenil. Pred 20 leti protidopinške organizacije niso delovale po noči in te manjši odmerki zvečer in zjutraj test več ni zaznal. Potem tudi napačno posredovanje lokacije včasih uberejo celo podkupovanje kontrolorjev, ampak to je bilo kar leta nazaj. In pa absurdno se mi zdelo oddajanje vzorca urina nekoga drugega. Tam je bila res taka bizarna. Pa tudi to je zanimivo, da nekateri grešniki so pa nedotakljivi. Kaj praviš pa o tem? Pravijo, da mnogo dopingirancev ščitijo. Recimo Lance Armstrong naj bi naredil 500 testov in naj bi bili vsi negativni. Ja, mislim, marsikdo je tudi, ne vem zdaj na konkretno številke za te novodobne kolesarje, ampak verjamem, da se bližajo tej Lanceovi številki. Ampak jaz ne bi interpretiral dejstva, da nekdo pravi 500 testov in je potem ga nikoli ne dobijo, kasneje pa se pokesa, da to pomeni, da ga je nekdo ščitil. Ne, to lahko pomeni samo, da je bil toliko premeten, ker je, kot so prej že ugotavljali, v nekaterih obdobjih je bilo ful lažje prikrivati dopinške zlorabe. In smo, tako ne vem, v bistvu je ful zanimiv razmišljati na ta način, koliko je nekdo lahko spreten, da se izogne, kaj vse pripravljen delati za to. Ne vem, ko si izpostavljal Lance Armstronga, on je prav najel tega motomana, nekega francoskega vrtnarja, da je tam z motorjem po celi Franciji razvažal pakete eritropoetina. In to je bila potem ta njihova, recimo, razkrivna metoda, ki je v bistvu zelo tako tehnična, to nima nič z neko kemijo, to je pač logistično, no ne tehnično. In če vidiš, da je nekdo pripravljen to delati, ni razloga, ne bi tudi drugi bili. In če je protidopinške agencije, pa vemo, imajo dosti malo sredstev na razpolago, finančnih, v primerjavi z največjimi športnimi organizacijami. In smo spet na tem podobnem področju, kot je nasploh policaji pa kriminalci, ko se nikoli ne konča ta zgodba. Lahko pa je doping tudi potaknjena, ne? Recimo bidone si izmenjujete na treningih tudi, ne? Recimo, kdaj se ti zgodi, da nimaš dovolj za piti in si sposodiš od nekoga drugega. Kako veš, kaj je not? Ja, mislim, če si vrhunski športnik, ne delaš tega. Ne bi smel delati, je zelo neprofesionalno. Ampak ja, sigurno pa se pride kakšna situacija, ko kaj pozabiš. In moram reči, da če me kdaj kdo tako prosil za bidon od teh boljših, sem se kar tako malo počaščenega počutil na nek način. Da ti zaupajo. Da mi zaupajo, ja, da vejo. Pa te še tako vpraša, a je voda v redu. No, pa. Jaz sem bil pa sploh jaz sem bil tako zelo nonšalanten glede tega. Na tisti točki, recimo, ko sem imel take rezultate, da bi me hitro lahko kontroliral, nikoli nisem na nobenem doping testu bil, tako da mogoče nisem jih najboljša referenca za to, da pametujem, ampak hočem reči, da velikokrat sem kar tako rekel enemu, mi daš to za pit, ker sem pozabil, ker bi zjutraj, ko sem šel v šolo, mogel si prepraviti torbo in pol sem pozabil vse dati noter. Včasih še šprinterce pozabil, kaj še pa bidon. In
Tako da tu sem se igral na nek način. Sam po drugi strani res bi me mogel nekdo, zakaj bi hotel mene nekdo sesut, nekega ekonomskega profita ne bi imel od tega. Drugo pa je potem, če si pa na neki najvišji ravni in so to potem milijoni evrov, dolarjev noter. To si pa zlahka predstavljam, da kdo ima nek tak, kot nek Agatha Christie, ven strup noter v Sloveniji. Ampak je zanimivo tudi, torej, dopingiranci, ki so padli zato, ker jim je bil doping potaknjen, ali pa so uporabili kakšno sredstvo, za katerega niso vedeli, recimo, da jim verjamemo, da niso vedeli, da tega ne smejo. Tale psevdoefedrina, ki ga uporabljamo v razpršilih za nos, lahko ga kupimo brez recepta v lekarni, je pogosto tudi predmet dopinga, recimo, da res določeni ne vedo, ampak ko padejo na dopingu, jih itak vse vržemo v isti koš, Vsi so dopingiranci, tisti, ki se je dopingiral celo življenje, celo kariero, ali pa tisti, ki je slučajno padel ali pa mu je bilo potaknjeno, Družba ga je ožigosala. Ja, to je precej krivično, ampak po drugi strani pa tudi od medijskih občinstv ne moramo pričakovati, da bojo pa res vsako stvar v detajle spremljali. In potem je dosti normalno to, da nekdo, ki sicer mu je malo bolj fokus, na kakšni kulturi, gospodarstvu, in šport spremlja bolj mimobežno, da mu je bolj tako, doping, to je vse. Isto medtem, ko pa nekdo, ko se pa malo bolj zanima za to, pa upam, predvsem za takšne ljudi pa upam, da jim je razlika to, če vidijo, da je nekdo bil za neko na marihuano, na THC pozitiven ali pa da je bil na eritropoetin. Ko eno lahko res tako malo življenjski slog, neusklajen s predpisi vade, drugo pa je res tako sistemska goljufija. In ja, hitro pa jih damo v isti koš, kar ni lepo. Moraš pa prijaviti, če kje tazga jemlješ, če zboliš ali pa če nekaj jemlješ, Ja, moraš prijaviti to. Ja, recimo jaz imam alergijo na cvetni prah. In to je tudi ena stvar, ko sem se malo hecel v tistih letih. Ko sem imel neke tablete, pa se mi zdi, da sploh res niti se mi ni dal pogledati. Sej bom že naknadno prijavil, če bo treba. In pol načeloma tistih tablet tak ne jemlješ pred tekmami, ker te uspavajo, ta aerius ali kaj. Ampak Bog ve, kaj je noter, veš. Ampak če si pa, jaz nisem bil vrhunski športnik, jaz sem bil mlad takrat recimo, da obetaven športnik, če si pa na neki ravni, ko pa veš, da boš imel redna testiranja, pa si tega preprosto ne moreš privoščiti. Če greva na slovenske primere, naštela sem jih okrog 50 v zadnjih 23 letih. Tam je bila tudi zanimiva primer Aderlas 2019, da zdravnik Mark Schmidt, ki so mu dokazali 24 primerov, da je servis centrifug, ki jih je uporabljal za obdelavo in shranjevanje krvi, opravljal v Sloveniji. Zanimivo mi je pa tudi to, da se športniki, ki padejo na dopingu, kasneje pokesajo, kot se je Lance Armstrong pa tudi Tyler Hamilton. Omenil si nekje, da si razmišljal tudi o tem, da bi v knjigi pisal o slovenskih dopinških primerih in da bi se mogoče pogovoril s temi, ki so padli na dopingu. Si kdaj šel dlje v to? So pripravljeni govoriti o tem? Ne, nisem šel tako dolgo. To je v bistvu zgodba, kako sem sploh prišel do ideje za to knjigo. Ker najprej sem tako malo tu, kako bi neko malo tako tematsko kako serijo prispevkov zapakiral še na Nedelu. In takrat sem ful bral to knjigo Tylerja Hamiltona, Skrivna dirka, in sem razmišljal, kako bi bilo dobro, da bi imel v Sloveniji nekoga, ko bi na ta način povedal, da bi res tako se poglobil, tudi malo z teh psihološkega vidika, z tega, kako je predeloval te občutke krivde, kaj ga je napeljalo v to. Skratka, da bi nek tako, rekel sem, princip bi bil, ok, lahko mi lažeš, ampak sam pač dam ti proste roke in govor in da vidimo, koliko zdaj doživljaš to. In potem sem rekel, ok, bi jaz tako nek uvod napisal v to in potem sem začel pisati ta uvod, potem sem pa ful nekih asociacij dobil in sem kar tako začel nek seznam pisati, pa bi lahko še tu, pa to referenco, pa ne vem, od res teh športnih knjig do Zločina in kazni, si tam nizu in pol naenkrat sem videl, tole je pa že precej več kot za ene uvod, precej več kot za ene esej, to bi že lahko razdelil in če še kaj dodaš, imaš kar material za knjigo. Potem sem začel pisati in mi je stekla beseda. In potem sem to začetno idejo čist pustil na stran, ampak meni bi bilo še vedno zanimivo prebrati to. Tudi nam upamo, da bo naslednja knjiga kaj takšnega. Me pa res zanima, ali so pripravljeni o tem govoriti, ker ponavadi samo je tista uradna izjava za medije, za javnost in se skrijejo in potihnejo in jih nikjer več ni. Bi bilo pa zanimivo slišati, kaj se skriva v ozadju. Zakaj se pa te skesanci, kot so Lance Armstrong in Tyler Hamilton, odločijo, da se po toliko letih skesajo javno in povejo, kaj so počeli prej, vse, kar so zanikali takrat, predstavijo v drugi luči?
po tvojem mnenju? Po mojem mnenju je en velik moment tad nek občutek krivde, da ves čas veš v laži, da se utrudiš od tega. Zdaj pri nekaterih je to bolj izrazito, pri nekaterih manj, vsaj kar sem prebral, se mi zdi, da je pri Tyleru Hamiltonu neskončno bolj. To pride do izraza kot pri Lance Armstrongu. Nekateri pa tudi tako malo iz preračunljivosti. Se mi zdi, na nek način to je neka vojna, a veš. Ti se greš s temi mediji, protidopinškimi agencijami, preiskovalnimi organi, ti se skrivaš, oni te lovijo, hkrati gledaš na svoj nek ekonomski interes, na svoj ugled, na svoje možnosti, ne vem, zaposlitve na drugih področjih. In če te enkrat stisnejo v kot, in dostikrat je tako, ne vem, a boš zdaj skozi igral to neko žrtev, dobili so me na dopingu, ampak jaz sem nedolžen, tako kot zdaj recimo pri nas Jolanda Čeplak je bolj na ta način deluje, ali pa greš na to temo, kot je v bistvu Tyler Hamilton je iz sebe skoraj zvezdo naredil še, ko je priznal, ker je res tako temeljito popisal vse, kar se mu je dogajalo, in je pa priznal in je v bistvu na nek način ful profitiral tudi od tega. In čisto golo, ekonomsko, to je bil totalen bestseller, ko je išla njegova knjiga. In čeprav mene tako, ta knjiga mi je res zelo fascinantna, ampak ga nočem spet tako glorificirati. Jaz sigurno imel še kako računico zraven pri tem. Rekreativni športniki in doping, tudi jih testirajo in menda tega ni malo. Kako si ti to razlagaš? Zakaj nek rekreativc poseže po tem? A ni, zelo spet iluzorno, a ni rekreativni šport odmik od napetega vsakdana, sprostitev? Ja, moral bi biti, ampak pač ljudje radi tekmujemo, radi se primerjamo, se mi zdi, to je isti mehanizem, če se primerjaš s sosedom, kdo ima boljši avto, je hiter si pri tem, da se primerjaš s tem, kdo ima boljši rezultat pri maratonu. In vemo, da so ljudje lahko, smo lahko, tudi jaz se nisem izvzeti iz tega, se zelo velikrat zalotim, ko hočem, pa ne, da bi si zdaj z dopingom pomagal, to še imam neke zdrave pameti, ampak da bi pa kar rad malo več treniral, kot je pa za enega novinarja okusno, bi rekel. Kaj imaš v bidonu? Nimam bidona. Pijem pol domov, ko pretečem. Ampak hočem reči, čista nek vidik primirjanja, to lahko nekoga spodbudi, ali nekdo, tisti, ki so pa bolj vase usmerjeni, pa to, da sam lastne meje premikaš. In če tako realno pomisliš, če si rekreativc, to je pa najlažja stvar na svetu se dopingirati, ker že profesionalcev ne morejo loviti, pa še rekreativce. 15,000 ljudi na Ljubljanskem maratonu, en dopinški test stane ne vem koliko jurjev, vse jih ne bojo, vse si 100% ne bojo testirali. In tudi nihče nima nekega interesa, da bi te razkrinkal, razen mogoče tisti sosed, ko se ga prehitil. Skratka je zelo, po mojem, za nekoga, ko nima nekih moralnih zadržkov glede tega, ki nima tudi zdravstvenih pomislekov ali pa nima nič znanja na tem, se mi zdi dosti razumljivo, da tudi rekreativci jemljajo. Ni mi všečno, ampak pa razumem. Mogoče težko razumem, ker nisem rekreativni športnik. Ja, ni vse črno-belo, po eni strani torej imamo vsak nov dopinški primer prinese nove dvome in sume, ali je sploh mogoče uspeti brez dopinga, po drugi strani pa, kot v knjigi praviš, takšen nadzor, kot je zdaj in tako pogosto izvajanje teh testov, kontrol še ni bilo nikoli, ne. Še statistika, tale mi je tudi zanimiva, WADA, Svetovna protidopinška agencija, vsako leto posodablja seznam prepovedanih snovi in vsako leto pobere okrog 300,000 vzorcev in odkrije približno 2,000 kršitev. Meni se zdi to kar zanimiva cifra. Torej imamo teste za EPO, rastni hormon, steroide, biološke potne liste in delež dopingiranih se v zadnjih 10 letih ni spremenil. Je to dobro ali je to slabo? Mislim, če se ni spremenil, to je not great, not terrible, kot bi rekel. Ampak imamo še več nadzora, imamo bolj pogoste nadzore. Ampak tudi športniki imajo več znanja, kako jih petentati. Obe dve strani se, kako bi rekel, stojita na ramenih velikanov. Torej smo tam. Ja, smo tam. Omenjaš tudi, da so vrstniki o prehodu v člansko kategorijo naredili preskok, ti si pa trčil v nek zid. In opisuješ obdobje pretreniranosti in praviš, da ne bi hotel več vstopiti v to
fazo oziroma območje. Se kdaj vprašaš, vseeno to se zdaj vračava na začetek, kako bi bilo, če bi se odločil za vrhunski šport takrat nazaj? Mislim, se vprašam, ampak tu je pol to začetno vprašanje, sploh, a bi mi sploh uspel ta comeback narediti, ta povratek. In tako, no, nimam lih dokončnega odgovora, če ti iskreno povem. Nedolgo nazaj sem malo o tem spet razmišljal, pa se mi zdi, da sem vesel, da sem se izognil temu, kako bi rekel, nek mrtvemu teku, ki se kar precej fantom in puncam v slovenski atletiki ali pa v teh nekih atletskih državah, kjer ni to toliko spet zelo razvit šport. Ko prideš na neko raven, ko v bistvu zahteva totalen, pač 100% angažma, ampak nimaš pa še nič tako nematerialnega, niti zadoščanja, po mojem nimaš več toliko, ker prideš do tiste meje, ki je nekje svoje osebne meje, ki je tudi na meji med vrhunskim in ne toliko vrhunskim športnikom, in potem to vlagaš, leta bežijo, tako vrstniki, ne vem, diplomirajo, magistrirajo, imajo, druge se začnejo razvijati, ti pa še kar tam, kjer si bil, ne vem, si ne vem, 13-14 začrtal to pot in slepo slediš in imaš neke uspehe, ampak so pa daleč od nekih sanj. No. Jaz sem mogoče malo preveč sanjača čistko in če ne morem prav tako nekih sanj zasledovati, mi je rajši jih nekaj druge zasledujem, kot pa da bi tako sam zaradi tega, ker sem se že pri 13 odločil, zdaj je pa to, kar mi všeč. Človek ima pravico, da se odpove svojim otroškim sanjam. Torej v bistvu lahko ves čas spreminjamo poti, a ne? Naj bo to eno tako pozitivno sporočilo. In tale drugje, kot ga omenjaš, drugje je v bistvu novinarstvo, kjer si naredil res hiter preboj v kratkem času. Če smo te gledali včasih na Eurosportu, te zdaj recimo zasledimo na ZDF-u. Ja, kot novinarja. Ja, očitno mi tile mednarodne hiše, da so mi blizu. Ampak s tem ZDF-om je tako dosti luštna zgodba. So prišli letos, ko je Slovenija bila gostja v Frankfurtu na sejmu, so prišli še snemati v Slovenijo kot par mladih slovenskih avtorjev, ki niso sicer v naboru za Frankfurt, nimajo niti prevodov, mislim, da nihče od nas, to so bili Jana Matkovič, David Zupančič, o katerem je Mojca sicer napisala, se mi zdi prvič, ne prvi, ampak bil je perspektiven sabljač in prvi sabljaški članek, jaz sem pisala o Davidu Zupančiču, ki danes rastura knjižno. Ja, piše bestseller in še zdravnik hkrati seveda. No, Zupančič in še Andraž Rožman, ja. In potem še mene. So tako malo probali zajeti različna področja in po eni strani je tako zanimivo videti, kaj pomeni biti novinar v neki top produkcijski hiši, ki jo ne vem, ki nek, recimo temu za nemško publiko brezvezen prispevek, tako mislim, da 4 milijone ljudi si to pogleda, ampak to je nekaj, koga realno... Bil je zelo lepo narejen. Bil je zelo lepo narejen, ampak pravim, ni pa to, veš, Bayern ali pa, veš, tako, no, kar predpostavljam, da Nemce zanima. No, ampak vidiš, oni lepo pridejo za par dni v Slovenijo, vse imajo res pokrite stroške, mislim, da 4-članska ekipa, da je prišla, imajo fiksarja svojega v Sloveniji, ki jim potem vse uredi kontakte, lokacije snemanja. En snemalec je samo za to letečo kamero, pa za dron upravljati, drug je, da tako te še fotka zraven in potem ta veliko kamero postavil. In ja, meni je bilo kar malo bed, ker so pa vizualno je pa dobro, da imaš nekoga, ko je, če tam ne recimo Rožmana na Metelkovi snemaš, pa Dijano Matkovič v neki knjižnici, pa dajmo Zalokarja na atletsko stezo. In potem jaz, ko že 10 let nimam nekih resnih vez atlet, ko sem tam, pride cela ekipa na Kodeljevo, pa jaz tako tečem počasi okoli. In si gledajo, kdo je zdaj tukaj, da ni zelo slučajno, ne vem, kak znanc tule in sreč jih ni bilo. Ampak smo se tako, drugače pa dobra izkušnja, ker te pa itak, oni te ko kralja tam postavijo, vse te obravnave. In je overall zelo lep experience. Super izkušnja. V bistvu smo prišla do konca tega pogovora v smislu dopinga in športa. Upam, da so odprli tudi kakšno vprašanje pri vas, pri publiki. Pa me zanima, če ima kdo kakšno vprašanje za našega Luca.
Ne, tako neposredno mi nihče ni nikoli ponujal. Se pa zapletaš v debate, predvsem z vrstniki, no in pol, seveda ne bom imenih, ampak vidiš, da nekdo ima, kako bi rekel, bolj sproščen odnos do tega, nekdo je zelo strogo proti. Ampak ne, da bi pa prav tako nekdo prišel do mene in ponudil, včasih se vprašaš, ampak po mojem je dejstvo, da v teh časih tudi 1,49, kot je moj osebni rekord, še ni tako zelo, saj si že kar blizu temu vrhunskemu nivoju, nisi pa še čist na meji. No. In po mojem ljudi, ki bi se ukvarjali s tem, še ne zanimaš. Tako si razlagam to. Lih sem bil 19, ko smo tem, 19 pa 15 dni. Ja. Za mladinsko ravno, ja. Jaz, ko sem imel to izkušnjo s pretreniranostjo, potem sem se tudi tako malo odločil, da vrhunski šport rajš ne, gremo kam drugam. To je tako, se mi zdi, ko si pretreniran, pa ne malo, sem bil precej, no, tako ne spiš, ne paše ti ne jest, skratka, ni to stanje, ker doping ne deluje tako, da boš zdaj pa vzel ti eno tabletko in boš kar hitrejš tekel. Doping deluje dostikrat tako, da ti vzameš to in to ti omogoča, da še več treniraš in potem prideš z nekim napredkom ven iz tega. In takrat, ko si pa skurjen, pa ti na kraj pamet ne pade, veš, da bi še bolj treniral. In to se tudi, ko bilo kratko, razmeroma, 3-4 tedne, tako obdobje, ko se mi res dosti zagabilo vse skupaj. In še zadnja stvar, ko mi je padla na pamet, je, da bi pa vzel nekaj, kar bi pa lahko me še nazaj vrglo to. Ampak, ko pa nazaj gledam, tako gledam, je pa ful logično, da pa če bi, s tem sem se ukvarjal tudi v knjigi malo z vprašanjem, čist neke introspekcije. A bi jaz vzel doping? Pa na koncu sem prišel do odgovora, sigurno bi, pod nekimi pogoji bi, ampak so se pač mi tako karte zložile, da ga nisem. Ampak če bi recimo jaz šel čez to pretreniral in šel nazaj in potem, ne vem, spet trčil ob nek zid, ampak še ne bi bil tako in bi mi pol tam nekdo ponujil to. Ne vem, če sem tako stabilen karakter, da bi pa se uprl, no. Po mojem ne, no. Ja, sem se, ker večina jih pol reče, tiske sanci pol rečejo, jo, če bi lahko šel nazaj in pol bi rekel ne in bi šel tja voziti nazaj tisto vrnjak, kar sem kar že delal in je to. Tako da ja. Mislim, imel sem različne faze in se mi zdi, da to, kar je Osovnikar rekel, to je res najboljši način. Ker če si ti hočeš biti vrhunski športnik, to je samo odvečna distrakcija. Da zdaj ti razmišljaš, da nekdo, ki je temnopolt, ne vem, da ima neko prednost pred tabo in precej časa, no, se sploh nisem kaj veliko obremenjeval s tem, me pa je to svetovno prvenstvo mladinsko, me je kar, tako bi rekel, zadel v tem smislu. Ker tam sem tekel pa v skupini z enim fantom, mislim, da Masikonde se je pisal, ki je bil potem drugi, Kenic, in ga res potem vidiš tiste noge, ko je tako, kot da bi jih jaz imel tule do prsi gor in je tako pač gazela res, rojeni za tek na ta način. In ko vidiš s kako lahkoto on se že zažene prvi krog in ti imaš pa tekmo svojega življenja, samo da ga lahko tam slediš zadaj, pa vrstnika stanost. Hitro začneš v neki lastni inferiornosti razmišljati. Ampak se mi zdi, da to je vsem še bolj pride do izraza pri teh maratonskih zadevah. Tudi če pogledamo čistko svetovni rekord, recimo Sebastian Coe je tekel 41 leta, ne vem, 80 pa še neki. In to je še vse zdaj, smo na spolskem terenu, ampak to je belski svetovni rekord, medtem ko je črnski 1:49, manj kot sekunde razlike. Medtem ko maraton se v precej minutah meri to.
Je pa, mislim, res pa to bi sam poudaril, ni to zdaj fora barva kože. To je nonsens. Bolj je to neke ostale okoliščine, ki spremljajo predvsem tekače, ki živijo v tem afriškem rogu, v vzhodni Afriki. Živijo na visoki nadmorski višini cel življenje. Obstaja še neka teorija, da najbolj profitirajo tisti, ki so se njihovi predniki preselili iz doline v visokogorje in prav ta plemena Kalininci so nek primer tega. Do tega, da imaš potem veliko študij bilo na tem področju opravljenih. Tako je mene tako najbolj pritegnilo je, koliko na tehniko teka, na ekonomiko vpliva debelina meč, listov. In da to, ko so primerjali, recimo tako imeli smo skupino danskih najstnikov pa kenijskih Kalinincev, te blazno nadpoprečno uspešne njihove etnične skupine. In so ugotovili, ni sploh, da bi bili, ne vem, da bi imeli te neke, da bi srce imeli močnejše ali pa pljuča eni ali pa drugi. Bolj se gre za to, da največja razlika je bila v tem, da so imeli oni daljšo spodnjo, daljšo golen in precej ožjo. In da potem noga je pa kot neko nihalo, da bolj kot je spodaj teža, več čutiš teže. Torej, če imaš tu ti kak gram odveč maščobe, ni tako, je manj pogubno, kot pa če imaš, bi rekel, odvečno težo na spodnjem delu telesa. In če potem vzameš na povprečno populacijo, res bila tako kar veliko odstopanje. No? In to je spet, daljša kot je razdalja, dlje časa ima noga, da niha v narekovajih. In to je pa le par, kako bi rekel, dejavnikov, ko se mi zdi tako res zložijo skupaj tem vzhodnoafričanom in zato so toliko prevladujoči. Ja, sem razmišljal, kot vidite o tem. Ampak to so neke danosti, ne, fiziološke plus okoljske, na katere ti kot športnik nimaš vpliva. Ne? Pač ti se verjetno ukvarjaš sam s sabo, kako lahko ti napreduješ. Verjetno te to frustrira, ne? Da ima nekdo prednost pred tabo, ne? Ampak se pač iščeš pri sebi. Ne? Ja, kot je osovnikar, še enkrat, ja, da probaš biti na se osredotočen in ne glede na to, si šprinter ali si maratonc. Je pa težko to normalno, da se primerjaš. Jaz sem res zaradi teh, ko pogledaš, kako so nekateri grajeni in pogledaš sebe, ko nisi najbolj... No, pa... Tudi o tem se pretežuješ v knjigi, poleg tega, da nisi gibljiv. Hvala, kolega novinar, za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Mislim, skozi jaz neke ideje hrčkam, to je, ampak nimam pa nič tako konkretnega, da bi rekel, da si pa zdaj izpostavljati neke tematike, ki me zelo zanimajo in se jih že zdaj tako poskušam malo tako probam v šport nekako pripeljati tudi neke druge razmisleke notrni. Ampak je pa vsem, se mi zdi, tu imam tako res močno osebno izkušnjo in lahko iz tega črpam. Medtem, ko tu bi se pa takoj mogel res v ta, kako bi rekel, bolj v ta neki poročevalski, kako bi rekel, mood spraviti, ki ga imam pa že v službi, kar precej dostno, tako da mogoče mi za enkrat ta balans ustreža. Ja, spodbujamo te, da začneš s tem. V redu, vzeto na znanje. Hvala. Tehnični, ne? Ja, sigurno. Ali pa tudi to, mene še ta zanimiva, to davki, pa to, koliko je enega utajanja davkov. In ne vem, se mi zdi, da športnika, recimo, zdaj sem Jolando prej izpostavil, ona je imela pač v Monte Carlo, živela, vem, v Monte Carlo, tudi Pogačar, ti naši kolesari, ampak da bi nekoga, ko ga dobijo na dopingu, ga raztrgamo, javnost, mediji. Medtem kot to, da pa nekdo je pač
si je prijavil, ok, pameten je to, davčna optimizacija. Veš, je. Veliko slovenskih uspešnih športnikov je Ja, prijavljenih nočem tam. zdaj delati krivice omenjenim, veliko jih je, ampak mogoče par najbolj izpostavljenih. Tako da, Dobra tema, dobra tema. Dobre. To se čisto, ta premislek sem celo hotel malo v knjigo zapakirati, ampak je bil pol tako malo preveč enega intelektualiziranja, ta Kantov kategorični imperativ in podobno. In pa sem rekel, ne, Petrajš, drž se svoje zgodbe in tako da, moč pa istočnica za kaj drugega. Veliko idej, ne, za nove knjige, veliko čtiva. Še kakšno vprašanje? Ful sem žuril tisto poletje. Tudi to je šport, Ja. vzdržljivost. Pol sem pa naslednji let pa se tako malo počasi nazaj vrnil, mislim, v te atletske kroge, ampak brez takih visokih ambicij. No. In pol na trenutkih, če me je že malo bolj zamikal nazaj, ko bi rekel, me je kar življenje malo usmerjalo. No. Ker me je, moram priznati, tudi kasneje, ko sem par dobrih treningov kdaj naredil, sem bil dobil tisti impuls, zdaj pa dajmo. Ampak je hitro bila kakšna taka mala poškodbica, ali sem pol tudi, ne vem, kakih več nekih nalog na drugih področjih dobil, na faksu, pol kasneje v službi. In pa to ti kar tako pomni, zdaj si tu, pust, kar je bilo. Ja, bil sem pa takrat 2 meseca, to je bilo po mojem najdaljše obdobje brez teka, 2 meseca. Sploh nisem šel teč takrat vmes, ko sem rekel, zdaj pa res hočem neki reset narediti. In tudi, ko sem začel nazaj, mi ni pasal. Sem rabil nekaj časa, da se to je, to tako tudi na neki mikroravni ful opažam pri sebi, da jaz sem lahko, ne vem, tako res tako tečem, ne vem, tudi zdaj, ko pišem, tečem 5-krat, 6-krat na teden pogosto, ampak pa kak teden ne, in je tako težko nazaj začeti. Ampak pa greš ne parkrat in spet. Verjetno nisem edini, ko tako doživlja to. Pred sabo imaš eno super obdobje. Luca smo ujeli še v teh dneh, ko je v Sloveniji. V ponedeljek odhajaš v Afriko za pol leta. Sem preveč povedala? Vse skupaj sem pol leta, malo so mi na delu odobrili, da lahko iz tujine delam, ampak zdaj se prihaja ta zadnji del poti. No, tako da, zdaj samo 2 meseca v Afriki. Samo 2 meseca. Nam malo poveš, kam se odpravljate s punco? Letiva v Nairobi, v Kenijo, pol greva pa v Tanzanijo, pa v Ugando. Lani sem bila v Keniji, pa je bilo meni toliko všeč, mislim, da se je Hani tudi precej, da sva rekla, greva še enkrat ta del Afrike, še malo bolj naokrog pogledati. No. Zraven boš tudi delal, a ne? Ja. Ker, tako, kot neko digitalno nomadstvo, no, so mi omogočili na delo. Sem jim kar hvaležen za to. Boš tudi tekel? Bom, če bom le zdrav, ker zdaj sem eno tako šofersko poškodbo staknil, ker ko sva se vračala iz tega prejšnjega dela poti, sem v 4 dneh od Lizbone do Slovenije prevozil z avtom, ko nima tempomata in res tako se mi tale noga, ta aduktor se mi malo vnev ali zategnil in zdaj kak teden sem malo bolj na bolniški. Ampak po mojem bo dobro do Afrike, ker če v Afriki pa ne moreš hoditi, se premikati, pa je tudi žalost. Sigurno bo super in sigurno boš do takrat že v redu, sem prepričana. Najlepša hvala za tale pogovor, hvala za tvoje izkušnje, zgodbe, misli in pa srečno najprej v Afriki, potem pa tudi naprej se že veselimo novih knjig.